V naši družbi je Tamara Zidanšek, ki je že v New Yorku, kjer se bo prav kmalu začel tudi zadnji turnir za Grand Slam. Tamara, lep pozdrav. Čau, lep pozdrav. Kako je v New Yorku? Je kaj drugače kot v prejšnjih letih? To mislim predvsem na tista koronska leta, zdaj je vse drugače, verjetno vse bolj odprto in kot včasih, ne? Ja, zdaj ni več korone očitno, tako da zdaj je vse po starem, povsod po svetu, predvsem v New Yorku najverjetneje, ne, polno ljudi, tako da, no, saj je lepo videti. Mhm. Se veseliš tega turnirja? Dejal sem, zadnji turnir za Grand Slam, vendar pa zdaj morata tudi Kaja na primer začeti ves čas v kvalifikacijah, te to obremenjuje? Ja, se veselim, zadnje obdobje je bilo res dobro, tako da, sem spet na starih potih in se veselim vsake nove prilike, saj sem se vedno, ampak zdaj vem, da sem pripravljena in da res počasi gradim spet nazaj tisto, kar sem mogoče v preteklosti imela, in stanje je tako, kakršno je. Da moramo zdaj igrati kvalifikacije, ampak, mislim, da je glavno, da počnemo to, kar radi delamo, da nasploh, uživamo v tem. Ranking dandanes mislim, da ni več relevanten, tako kak je bil včasih, in so res dobre igralke, tudi vse v kvalifikacijah, mislim, da je vse odprto in ja, upamo na najboljše, da se bomo čim prej obedve s Kajo, pa tudi ostale Slovenke po možnosti prebile čim višje nazaj v stoterico, da bomo lahko igrali glavne turnirje, kar je lažje, ampak vseeno, igramo vsak dan posebej in upamo na najboljše. Dejala si, da si zadovoljna, prišla si iz evropskega peska zdaj na ameriški beton. Kako težka bo zdaj ta preobrazba, če lahko temu tako rečem, znova se moraš pripraviti na betonska igrišča? Moram reči, da v zadnjem obdobju sem menjala kar nekaj podlag, pa sem šla iz peska na travo, pa nazaj na pesek, pa zdaj na beton. V preteklosti je bilo to dosti težje, te tranzicije, zdaj pa moram reči, da naredila sem 2 treninga doma, nisem imela nobenih problemov. Tule v US Openu je malo specifično, ker je res hitro, ampak moram reči, da nisem imela nekih problemov z adaptacijo, tako da bomo videli, kako bo. Dejala si, veliko se je spremenilo, zdi se mi zelo sproščena, zadovoljna tudi z zadnjimi igrami. Koliko ima na to vpliv tvoj nov trener, za tiste, ki ne vedo, torej Blaž Kavčič je zdaj tisti, ki skrbi za Tamaro Zidanšek. Kako je prišlo do tega sodelovanja? Kako sta zadovoljna? Kakšni so cilji? Kakšna je prihodnost? Ja, z Blažem sva v bistvu od Billie Jean Kinga, ki smo ga igrali v Kopru. Po moji poškodbi sem v bistvu pavzirala ene 3 tedne, potem pa sem ga prosila, če bi lahko naredil z mano par treningov oziroma če bi mi lahko tudi malo pomagal, ko bom tu v Sloveniji. Takrat sem delala še z Aleksom, Špancem, da bi mi pomagal tule v Sloveniji, če bi kak trening naredil, ampak pol so se stvari tako odvile, in počasi smo prišli do tega, da bo on prevzel stvari, da bo on moj glavni trener, in ja, moram reči, da do zdaj mi je res veliko pomagal. Meni veliko pomeni nekdo z izkušnjami, ki je dal to čez, ki ve, kako je. Veliko mi tudi pomeni, da lahko igra z mano, da mi da pravo žogo, da lahko trenira, in da seveda je to njemu malo malica, meni ni. In ja, res mislim, da imava podoben pogled na tenis, na moj tenis, na tenis nasploh, da sva bila da sva podoben tip igralca, igralke in da res razume, no, tisto, kar rabim, in me res zna pripraviti, tako da upam na najboljše, no. Ja, oba sta res borbena, nikoli ne popuščata. To sem opazil tudi, da se je Blaž res dobro ujel z dekleti v pokalu Billie Jean z reprezentanco, ko ga je pripeljal Andrej Kraševec že v Turčiji, pa zdaj tudi v Kopru, pa že prej tudi, ko tebe sicer ni bilo na tekmi proti Kitajski v Velenju, ne. Torej ima neki pozitiven duh, ki nekako še nadgradi vse to, ne. Ja, Blaž je poln energije, mislim res, ne vem, kje vzame toliko energije, res ful pozitiven, všeč mi je, da se zaveda, da je delo tisto prvo, ki te bo privedlo do dobrih rezultatov, in potem, ja, da se čim boljše pripraviš, da ima tako mentaliteto, da v bistvu vse mogoče, no. In ja, res, en kup pozitivnega je, tako da sem zelo vesela, da je zdaj del moje ekipe.
In del tvoje ekipe bo tudi v Ljubljani sredi septembra, od 11. do 17. septembra, turnir VTA v Ljubljani. Preselilo se je vse iz Portoroža v prestolnico. Lepo je bilo v Portorožu, vendar pa v Ljubljani je verjetno vse drugače, bo drugače, glede na to, da gre za večje mesto. Kako ti je bila všeč ideja, ko si slišala, da bo zdaj turnir v Ljubljani in da bo potem centralni osrednje igrišče celo v Parku Zvezda oziroma na Kongresnem trgu? To, da se je turnir preselil v Ljubljano na pesek, mislim, da nam vsem malo bolj odgovarja. Tako da to je ena dobra novica. Da bo pa turnir na Kongresnem trgu, pa mislim na nekaj zelo posebnega. Že to, da je na 2 lokacijah, sicer sta zelo blizu, ampak je nekaj posebnega, da so naredili posebej za ta turnir igrišče sredi Kongresnega trga. Mislim, da je to bo res poseben občutek igrati na tem, tako da se zelo veselim, no. Kako ti je igrati doma? Je to breme ali ti da neko dodatno energijo, več dela imaš seveda z nami novinarji, pa tudi z navijači, kar te verjetno navdihne, pa vseeno je malce težje, ker imaš še mnogo drugih stvari za urediti, ne? Vse se nekako gre na višjo stopničko, malo več bremena, ampak malo več podpore, kar je tudi lepo. Mislim, da smo dokazali, da na Billie Jean King Cupu je podpora zelo, zelo pomembna in je bilo res lepo vzdušje. Na turnirjih se na žalost ne sme tako navijati, kako se je tam, ampak vseeno vsaka podpora je dobrodošla. Pa mislim, da sem se z leti tudi naučila malo bolj menedžirati s tem domačim pritiskom in z domačo podporo. Tako da se veselim, no. Ja, nekaj smo že videli, katere igralke bodo prišle. Igralka, ki mislim, da tebe premagala pred kratkim, ne? Julija Grabher je prva nosilka, Ja. pa potem tudi Olga Danilović, nekaj zanimivih imen, kaj ne? Torej se lahko veselimo tega turnirja. Ja, mi je všeč, da je Julija Grabher prva nosilka, zato ker imam neporavnane račune. Moram reči, da enkrat sem igrala z njo v Antaliji, ko smo bili, pa sem igrala s Slavo, pa zdaj drugič tudi ni bila glih najbolj optimalna tekma, tako da imam neporavnane račune, tako da če pride do tega, bom zelo motivirana, ampak nasploh turnir mislim, da ima kar dobro zasedbo, ja. Glede na to, da je letos prišla kitajska turneja in to vidim, da bo veliko igralk kar ostalo tukaj še takrat in bo zanimivo. Ja, Avstrijka, to je tista tekma, kjer je tako pihalo, ne, v Turčiji, ne? Ja, ne, to pa ni bilo normalno. Česa takega pa še nisem doživela, tako da. Torej, to je ta prvi cilj, kar se tiče slovenskih nastopov, ne, potem pa verjetno že razmišljate tudi o novembrskem nastopu pokalu Billie Jean v Sevilji, zaključni turnir. Tudi to je nekaj posebnega. Sicer je pozno, pa vseeno to je priložnost, ki ne pride vsako leto. Ja, mislim, da jaz osebno se zelo veselim, zato ker se imamo res vedno fajn. Mislim, da v tenisu manjka tega druženja in mi kot res ekipa smo res ekipa in se imamo res zelo fajn izven igrišča, na igrišču, ne glede na rezultate. In nas čaka 2 tedna nekje lepega druženja in lepih priprav za to, da probamo poseči še po kaki stopnički višje, kot pa samo uvrstitev tja, ne. Ne glede na to, da so igralke res najboljše na svetu tam, ki zastopajo svoje države, so ekipna tekmovanja nekaj posebnega, tako da mi se bomo probali čim boljše pripraviti, to vem, in bomo dobro igrale, to vem. In nikoli ne veš, no, moramo si pustiti odprta vrata in verjeti v to, da je vse možno. Vendar pa glavno, kar prihaja, torej najprej US Open, potem pa septembra turnir VTA v Ljubljani. Torej vabiš verjetno gledalce, naj pridejo v čim večjem številu na Kongresni trg ali pa tudi v Tivoli, kjer bodo lahko spremljali zanimive dvoboje, kaj ne? Ja, jaz povabim vse, ki le lahko, da bomo naredili tako vzdušje, tako kak je bilo v Kopru, oziroma se probali čim bolj približati temu, pa da malo probamo predstaviti VTA tenis še v naši prestolnici. Hvala lepa in srečno na odprtem prvenstvu ZDA. Hvala.